Tako, no, vedno pridemo do situacije, ko moramo prečkati kakšen vodni vir. Zato, ker je vegetacija, pridejo prav tudi gamaše. S temi gamašami si potem ohranjamo tudi suho oblačilo. Zdaj, s takimi čevlji ni noben problem iti do same vode. Se pravi, do tega nivoja nič ne premoči. Čevlji so zadosti visoki, če da tele strane. Se pravi, do tega nivoja čisto brez problema ohranjamo suhost. Če pokažemo, se pravi, pri tem nivoju čevelj popolnoma nudi zaščito pred vdorom vode. Recimo, če pokažemo, da so dejansko nogavice suhe. To je dol. Sezujeva. Tole sem jaz malo tako mogel, ker sem bolj narodne sorte. Se pravi, nogavice čisto suhe. Tako da ja, definitivno škorenj, ki je vsestranski. Zdaj, če bi želeli potem še naknadno zaščito usnja, se ga premaže z kremo ali pa naspreje z sprejem, se pravi impregnacijskim sprejem. Običajno si pa škornje kar namažejo z mastjo, se pravi, ako ima tudi mast in pa tudi sprej. Tako da ja, gremo naprej. Če še kaj zanimivega vidimo, bomo posneli, drugače pa če ne, pa se opremite na opremljen.si, kupite kaj, pa definitivno nas spremljate. Tako da ja, akcija. Tako, Bogo vedno kaj pozabi, pa vedno potem ni tisto, ko rečemo adijo, res adijo. Zdaj bomo delili potem še klip oziroma del, kjer bomo samo več škornje predstavili, se pravi, iz česa so, kakšne so karakteristike, tako da pogledajte še to, da imate celovito informacijo, pa vabljeni potem, da se oglasite pri nas, da probate, pa da vidite, da je to res kvaliteta in da so to ljudje zadovoljni, ko imajo. Gremo naprej. Dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Tokrat vam predstavljamo Ako Tactical škorenj, in sicer model KS Schwer. Gre za popolnoma usnjeni škorenj. Prvenstveno je bil razvit za švicarsko gorsko brigado, za gorsko bojevanje. Ima ga tudi slovenska gorska brigada ter specialna enota vojske. Njegova posebnost je, da je iz zelo debelega usnja, 2,6 mm, obdelanega, da je vodo neprepusten. Hkrati je zaščiten z gumirano zaščito po vsem obsegu. Razlog je v tem, ker v gorskem svetu v bojovanju se soočamo z ostrimi skalami
in to je dodatna zaščita. Prav tako ta zaščita pride prav v takih vlažnih, močvirnatih terenih, kajti 5 cm sploh ne pride vode do stika z usnjem. Tudi če pride, bomo potem v kasnejšem klipu pokazali, kako dejansko je ta čevelj uporaben tudi pri prehodu čez vodne ovire, nižje vodne ovire. Do samega roba ni noben problem, ker tudi jezik je brez presledkov, brez šivov, se pravi, tale notranji del je v bistvu iz enega dela, se pravi, jezik ni iz posebej šivanega kosa usnja, ampak je celoten škoren iz enega usnja. In kot vidite, tule skoraj oziroma v bistvu ni nobenega šiva. Šivi so samo tule ojačani na teh robovih. Z tega vidika gre za vrhunsko obutev, trpežno obutev. Navkljub temu, da je to klasificiran kot težji škorenj, je v bistvu v primerjavi z ostalimi primerljivimi zelo lahek, saj teža enega čevlja tehta zgolj nekaj več kot 900 gramov. Sam ovratnik je zelo lepo obložen, kar pomeni, je udobje na vrhuncu. V notranjosti imamo Gore-Tex membrano, kar še dodatno zaščiti čevelj pred vdorom vlage in vode iz zunanjosti. Prav tako je neprepihljiv, kar pride prav v teh zimskih mrzlih dneh. Tudi če je škornj moker, nas ne bo prepihalo, nas ne bo premočilo. V notranjosti imamo stelko, ki je antibakterijska in hkrati skrbi za mikroklimo notranjosti, se pravi, da vpija odvečno vlago. Vkolikor bi se že zgodilo, da pride vlaga v sam škorenj, se pravi iz zunanjosti, iz škornja vzamemo stelko in škorenj položimo na rob stola, da se odvečna voda izcedi, in potem recimo, vkolikor smo na terenu, tudi če je notranjost vlažna, s suhimi volnenimi nogavicami popolnoma rešimo ta problem. Sam vezalni sistem je vpeljan skozi kovinske D-ringe, spodaj fiksirani. Potem imamo tule lupo pri pregibu, ki je iz tkanine, kar pomeni, da je zelo, tale del ima tudi flex cono, kar pomeni, nas ne tišči, nas ne obremenjuje, ko se pregiba tale del. Zgornji del je pa zategljiv z temi sponkami in hkrati fiksira tudi sam jezik. Na hrbtni strani imamo potem še jeziček za lažje obuvanje, sezuvanje. Podplat je vibram in nudi odlično oporo tako na skalnem terenu, ledenem terenu, snežnem terenu, kot tudi v blatnem terenu, se pravi, nudi protizdrsnost tako iz smeri spredaj zadaj, kot tudi bočno nezdrsljivost. Tako da ja, gre za odličen škorenj, ki ni uporaben samo za gorsko delovanje, ampak tudi tako kot gozdarski čevelj v pohodnih situacijah, takrat, ko je zunaj vlažno, nam definitivno ne bo premočil, ali pa ko delujemo v takšnem močvirnatem terenu. Na zalogi so vse številke, ki so najbolj prodajane in zastopane v Sloveniji.
Pri Aku Tactical obstajajo tudi vmesne številke, tako da za vsakega se najde najprimernejša. Poglejte, spodaj bomo delili povezavo, oglasite se pri nas, probite škorenj. Vsak, ki ga je še dal na nogo, je bil navdušen. Tako da ja, opremite se na opremljen.si, lajkajte, šerite, pa kupite. Top čevelj. Nič ne premoč. Boste še vedeli, da res ne premoč? Kupite pa probite sami. Gremo naprej. Takole, kaj češ lepšega, ko snemaš za prispevek in potem najdeš kakšen takšen detalj, ki si rečeš, moram ga deliti še z vami. Tako da kar bliže. Tisto, kar je, bi želel deliti tega korenjaka, tule. Se pravi, močerad pleza brez problemov, tako kot mi tule z KS Šver Aku Tactical škornji. Zdaj sam snemalec ima Pilgrim Combat GTX. Prav tako odličen škorenj. Ta škorenj bomo predstavili enkrat v naslednjih oddajah. Aku Tactical ima škornje, ki so razviti za posamezne namene. Se pravi, vsak ima svoj namen. Definitivno brez skrbi bomo predstavili vse. Tako da spremljajte nas na opremljen.si, lajkajte tudi ta YouTube kanal, da bomo dobili malce več naročnikov, da se nam ne bojo smejali. Tako da opremite se na opremljen.si, pa gremo naprej.